Ja, Matic je Lovčan, ki bo vodil tole delavnico. Živijo Matic. Živijo vsi. Z Maticem že malo bo 5 let sodelujeva tudi pri svetopisanski družbi. Zna biti, ja. On tam skrbi za oblikovanje, tudi če ste kakšna sveta pisma v zadnjih letih tam kupili na svetopisanski družbi, je zelo verjetno on bil tisti, ki je ovitke pripravil in še kakšne druge knjige in gradiva in take zadeve. Sicer pa dela tudi nasplošno predvsej z oblikovanjem, z fotografijo, z izdelovanjem lesenih izdelkov tudi, in tako naprej. Tako da z njim precej sodelujeva in v bistvu na enem sprehodu, ko sem bil z mojo hčerko Evo, let pa pol staro v rukzaku, mi je padla ideja, zakaj ne bi jaz Matica enkrat povabil, da pride na eno delavnico Demavsa in nam malo predstavi to, kako naj se sploh lotimo oblikovanja, ne? Ker vidim, da več vas je tudi že izrazilo tako željo in sem rekel, evo, zakaj pa ne. In Matic je bil takoj za in ja, Matic, zdaj predajam besedo tebi, da predstaviš. No, živijo vsi. Zdaj jaz sem tlele pri sebi naštimal na slajčev, da bom majčkeno pomoči še iz te strani. Samo sekundo. Torej, osnove oblikovanja. Gotovo ste že kdaj oblikovali kakršnakoli gradiva in ste opazili, da so različne pisave noter, pa mogoče imate kakšne, glede na to, da smo gotovo več ali manj iz katoliškega okolja, ste gotovo videli kakšne stare knjige, ki imajo mogoče majčkeno drugačne pisave, kar se tiče oblikovanja, kakor pa to, kar se večinoma danes uporablja. In zdaj, sicer za zgodovino jaz ne bom veliko časa tlele preživel, ampak se mi zdi pomemben, da vemo, da že od Jezusovih časov naprej se pisava razvija, način pisave, kako se jo zapisuje, se razvija in posledično tudi elementi, ki so prej bili, ali se razvijajo, ali grejo stran, ali se uporabijo kako drugače. In vse to lahko vidimo recimo pri serifih, bom pa razložil, kaj serifi so. Pa recimo, tukajle so rdeče črte, ki pokažejo, pod kakšnim kotom so pisave obrnjene ali pa odebeljene. Nekaj od tega se je poznalo včasih, ko so s peresom zapisovali in pol, ko je tipograf ustvaril pisave, ki so se tiskale v knjige, to se pravi črkova po črko, je oblikoval na podlagi tega, kar je že prej videl, od tega, kar je bilo napisano s peresom, recimo. Največja razlika, ki se je pa sicer naredila, v 20. stoletju, ko so pisave zaradi takih ali pa drugačnih namenov, nekaj tudi ekonomskih, izgubile serife in smo dobili pisave, ki so veliko bolj moderne. Ampak zdaj bom pa šel kar lepo naprej in vas vprašal, koliko ste kaj porajtale za tele serife, kakor jih zdaj omenjam. Ker vabim tudi vas za majčken dialoga, tako da ne bom jaz sam skozi govoril. Se kakšen od vas se lahko kar odmutira pa reče kaj. Ste že kdaj opazili recimo to razliko med serifi? Oziroma, kaj so serifi? Seveda je velika razlika, ne? Ampak kaj več pa ne bi znala o tem povedati, kako je to se ustvarilo in kako je do tega prišlo, so različne oblike. A pa ste porajtala kdaj, kje so uporabljene kakšne bolj? V tistih kamnih, ki so zapisane, se mi zdi dosti teh serifov, medtem ko za brati je dosti lažje brez. V kamnih sicer, če grem zdaj nazaj, tole gorka je slika recimo iz rimskih, oni so res velikokrat uporabljali serife, ja. Ampak
z začetkom tiska se pa več ali manj serifi uporabljajo v tiskanih knjigah in v tiskovinah. Medtem ko so zaradi lažje berljivosti, ampak ne zdaj, zaradi lažje berljivosti kratkih tekstov in zato, da se stvari lažje najdli, pa hitrejš najdli, recimo so v New Yorku začeli uporabljati v 50-ih font Helvetica, ki ga tukaj vidimo v kotu, to se pravi spodnji desni kot, in se uporablja samo za naslove. Medtem ko v tisku se ponavadi uporablja fonte s serifi. Tako da, če bo kdo kdaj mislil, da so serifi, to so te zaključki na črkah, da so to samo zato, da so za lepš, niso, imajo svojo funkcijo. In ena izmed stvari, ki zna biti psihološka, ne ve se čisto, mogoče ti čisto samo zgodovinska, je to, da kadar so teksti daljši, da nam je vsaj na zahodu lažje brati tekste, ki imajo serife, tudi če so zelo majhni, kakor pa kadar so teksti brez serifov. Brez serifov so pa zelo fajn za naslove, za velike poudarke. No, se k temu bomo majčkeno več tudi prišli še naprej. No, in nekaj od tega sem že omenil. Tukaj je primer recimo enega dopisa, to je samo osnova, pač lorem ipsum se uporablja ponovadi tekst, ne vem, če se to pri vaših zaslonih vidi, ampak en tak dummy tekst, ki nič ne pomeni, kaj je velik, glaven, da zgleda. Malo majhno je, jaz ne vidim, kaj dosti, ampak. No, se lahko povečam. A ne? Drugače boste potem dobili tudi tole predstavitev, boste dobili. Bom poslal Super, ja, zdaj se pa lepo vidi. No, in tukaj lahko vidite, tako kot da bi odprli kakšno knjigo, se lepo bere. A ne? Medtem, in to je primer tiskovine, to je primer tiskanega papirja, čeprav pač to vidite vi na zaslonih. Na drugi strani imamo pa tukaj primer iz interneta, kjer pa za čuda ne vidimo nič serifov. A mogoče kdo zna ugibati, zakaj bi to znalo biti tako? Ja, bolj berljivo je, če bez teh serifov, ne? Ja, no. V bistvu so samo naslovi. Večino so naslovi, ja. Večino so naslovi. Ena od funkcij, eden izmed razlogov, zakaj so se na napravah, kakor vidimo tudi tele na tej stari Nokiji, a ne, zakaj so se serifi opustili na napravah, je tudi iz tehnološkega razloga, ker pač vsaka naprava ima kvadratne piksle, ima kvadratne take tri zelo majčkene lučke, bi rekel, rdeča, zelena pa modra, ki skupaj naredijo belo barvo, če so vse prižgane, črno pa, ki so ugasnjene. In zaradi tega se je začelo uporabljati sans serifne pisave na napravah. In skozi čas se je v bistvu ugotovilo to, da kadar da je veliko lažje to brati, pa ne bojo krajši ali pa daljši teksti, je to veliko lažje brati, kakor pa, če to ne bi bilo res, ne. Kakor če bi bili serifni fonti noter. Čeprav je pa res tudi to, tlele bom dal samo kot opazko to, da če oblikovalci izbereta prav serifen font, se tudi na internetu lahko bere, če je za to optimiziran. Primer za to je, ko sem izbiral font za prenovljeno Biblija.net, za besedilo teksta svetopisemskega, sem kljub temu izbral serifen font, ampak takega, ki se ga lahko bere tako lepo na internetu, kakor pa tudi v tiskovini. Ampak praviloma, ko boste kaj oblikovali, če boste za printat delali,
je najboljše uporabiti pisave, ki imajo serife. Če boste pa za na internet, je pa veliko boljše uporabiti pisave, ki so brez serifov. Tako za čisto kratek primer tega, kaj je bolj primerno, kaj pa ne. No, zdaj naslednja stvar, ki sem hotel pokazati, je pa tudi to, da nimamo samo fontov, ki imajo serife, pa ki jih nimajo. In tudi tale, recimo Bevan font, tudi tale kvadratni serif je še zmeraj serif. Ampak, kadar so pa recimo pisani skripti, se pa ne da govoriti ne o enem, ne o drugem. Lahko se tako pisavo uporabi, ampak če že bo, ne bo ena. Ne uporabljati več kot ene take, ker če ne, boste pol kasneje videli, rata cela štala. V slabem smislu. No, ampak en primer, kako se lahko kombinira, pa naj bo na internetu ali pa v tisku, sans serifne pa serifne fonte, je tako, da se uporabi enega v naslovih, drugega v tekstu. Recimo Rockwell, tlele gor, sicer ta oba dva sta serifna, ampak Rockwell ne deluje glih kot serifen, medtem ko tale Garamond tlele od spodaj je zelo paše za besedilo, kakršnokoli pač besedilo je. V tem primeru od spodaj tlele Source Sans Pro pa Source Serif Pro, ki sta iz iste družine pisav. Eden je brez serifov, drugi je s serifi. Lahko bi se to tudi obrnili in recimo ena stvar, ki vam lahko tudi pomaga, če boste kdaj delali za kakšne stvari, ki morajo biti tako v printu, kakor tudi na internetu, je, da se naredi eno varianto, kjer so naslovi v sans serif pisavi. Sans pomeni brez, a ne? Sans serif pisavi in besedilo v serifni pisavi za printati in glih obratno, pa da velikosti naslovov pa besedila ostanejo iste, za na internet. In se stvar zelo lepo zbalansira, pa še zmeraj stoji. Mimogrede, zdaj se ne vem, Matica, to imaš tudi kakšna orodja, ki jih lahko se uporablja za te kombinacije pisav, drugače lahko jaz enega dam. Zdaj na pamet ga ne bi imel klele. Jaz ponavadi kar v angleščini grem na internet brskati, ampak Rok, če imaš kakšnega že direkt. Na tlele sem v klepet zdaj dal eno stran, kjer lahko v bistvu generirate te kombinacije pisav. Ja, je pa tako, no, kot sicer pri oblikovanju tudi tukaj dobro upošteva to, da manj je več, se pravi, včasih vem, da tudi sam sem bil tak, Bog mi odpusti ta greh, ampak da sem pač tlačil 10 različnih pisav v en dokument ali pa v eno stran ali pa, ne vem, na spletu pa sploh, ampak ja, 2 pisavi, če sta dobro izbrani, sta več kot dovolj za večino stvari, ki jih delamo. Ja, to v bistvu, to imaš čist prav. Maksimalno 3 bi rekel, no. Če je ena, ki je prav posebna samo za recimo za glaven naslov, recimo knjige, je čist dovolj, da je tista tam, posod druge sta pa lahko celo samo en font. Lahko sta pa 2. Ne pa vsega tlačiti, vsega svašta, ki se najde. Drugače, ko si že tisto Rok omenil za orodja, že tudi Google Fonts ima, ko se brska med fonti, če se prav spomnim, ponuja predloge za kombinacije z drugimi pisavami in predogled teh kombinacij. Aha, ja, tudi to, ja, res je. Bom to tudi potem še mogoče lahko pokaževa pol na koncu.
Zdaj, ena stvar, ki ne vem, če ste porajtali, no pa to bo bo zelo hitro ratal očitno, zakaj bom zdaj tole omenil, ampak pisave imajo svoje teže. Teže predvsem v tem, kakšna je masa črk. In jaz bi ponovadi temu rekel, koliko je črka težka. In tudi posledično, če bi imel na celi strani, ali narediti stran temno ali svetlo, težko ali lahko. In z različnimi pisavami se lahko različne efekte naredi. Obstaja veliko več tež pisav, kot samo tele, ki so tule omenjene, ampak tele so najbolj pogoste, oziroma še najbolj pogosta sta regular pa bold, to se pravi običajna pa odebeljena pisava. Jaz italik sicer, to se pravi ležečih pisav, ne bi dal kot težo, čeprav bi se lahko smatrali, da je tudi teža, ki je majhen lažja od regular, od običajne, glih zaradi tega, ker je mečken stanjšana, zožana je mečken. Ampak ja, klele imate od thin, light, regular, bold pa black. To se pravi oska, lahka, običajna, odebeljena pa težka, recimo. To je od iste družine, to se pravi Source Sans Pro pa Source Serif Pro, ki se lahko na Google Fonts dobi. Klele bi pa rad pokazal tudi primer tega, kakšne teže pisav so primerne zakaj. In klele se mi zdi tole, ali pa ne bom zdaj niti rekel tega. Bi rad slišal vaša mnenja, kaj opazite, kaj bi znalo biti problematično na tisti, ki piše tle, kaj je klele X, pa kaj je dobrega pri klukci. Da ne bom sam jaz vam govoril, da probate majhen sami ugotoviti. Ker mislim, da se je to bolj zapomnili tudi na ta način. Jaz se lažje preberem ono, kaj je tenko napisano, lahko hitreje bere kot tole, kaj je tako debelo. Ja, tole, a ne, na levi strani. Ja, tisto, kar je počrtano, je zateženo, ni tako pregledno kot ono. Ja, in to je dober point, zaradi tega, ker takrat, ko debeliš, ljudem težiš, dobesedno. Tak efekt, ta odebeljena pisava da. Skratka, pri pisavah ni dobro preveč težiti, kakšen poudarek vmes. Točno tako, ja. Poudarki, ja, so drugače pridejo do izraza, tisto, kar hočeš bolj podčrtati, ne? Kaj ste še kaj porajtali? Ker sem kar par stvari klele skril noter. Ja, v prvem tekstu se vidi, kaj je pomembno, tu pri drugem pa nič ne veš, kaj je bilo pomembno, ne? Vse je veliko enako, ne? Ja. Tam prvem pa vidiš, kaj si hotel poudariti, ne? Pa usmeriš pogled pri tem prvem. Res je, to je zelo dober point, ja. Tudi ta naslov ne je fajn, ker je na tin, na ozko in na veliko, in podnaslov je pa majčken odebeljen, tam je pa tisti naslov tako majhen in podnaslov brez. To se pravi, lahko bi rekel, da na tele ta levi, in vam bom kar povedal, podnaslov je identična velikost, kakor tekst, samo da je odebeljen. In tle to deluje. Ne rabiš, niti ni treba dati v tiskane črke, je dovolj, da se odebeli lahko je eno ali drugo, bo približno enak, bo izpadal. Razen, da bojo tiskane črke majhen več prostora zavzele. To je ena stvar. Druga stvar je pa problem, pri temu, ki je pa na desni strani, je pa problem, ki pač boš gledati tekst, ampak boš pa podnaslov šele na koncu porajtal zaradi tega, ker je tanjši, a ne? In tako pač kam oko nese. Klele je pa na levi strani, ko vidimo klele tale citat recimo ven iz teksta, ja, to je samo kot orodje za pomagati tistemu, ko bere, da izlušči ven bistvo, tudi če ne gre celotnega teksta brati, ampak še zmeraj ne premaga celotnega besedila, zaradi tega, ker kljub temu, da je večji,
je še zmer za fejst manjši, kakor pa preostali blok besedila. In tukaj vmes sem pa tudi še dal še en bold, še en odebeljen, 3 besede. In s tem sem hotel tudi pokazati, da lahko se jih uporabi znotraj teksta, ampak ne pretiravati. Za kakšen poudarek, ja, čeprav bom kasneje povedal tudi to, da je boljše uporabljati, pokazal, da je boljše uporabljati ležečo pisavo za poudarke, ne pa toliko bold. Ker bold je bolj kriči. Bold odebeljena besedila vedno bolj kričijo, kakor pa običajna. Druga stvar, ki sem klele, pa se to dobili tudi v PDF-ju, ampak opombe so ponavadi manjše, od 6 do 8 točk, points, ki se jih uporablja, ker v tipografiji se ne uporabljajo milimetri. To v bistvu ena točka je 1/72 palca, pač angleških imperialnih enot ali pa francoskih, preden so jih spremenili. Od 9 do 12 točk je besedilo ponavadi, ne 13 dajati, 13 ni v redu. Od 14 do 17 so pa ponavadi naslovi. Ajde, glavni naslovi bi lahko bili tudi kaj več, ampak to so take standardne dimenzije, ki jih je primerno uporabljati. Podnaslove se pa lahko tudi uporablja v isti velikosti, kakor je besedilo, če je boldano, to se pravi, če je odebeljeno, ali pa če je v tiskanih črkah velikih. Ima kdo na tej točki še kakšno vprašanje? Ja, jaz sem zdaj pomislil tako, da v bistvu pisave, običajno tako si mislim, pač tekst sporoča neko besedilo, sporoča neko vsebino, tako, ampak dejansko tekst tudi neverbalno ogromno sporoča. Ja. V bistvu s tem, ja, kako kere stvari se izpostavi in kako se jih izpostavi in kako se naredi, da bojo stvari dejansko berljive. Ja, res je. Pa tudi karakter mu daje. Zdaj, neki karakterja mu daje že tudi to, da kakšna vrsta pisave je izbrana. Ampak karakter mu da pa tudi to, kakšne teže so uporabljene. Ker mogoče pa kdaj, zdaj, ker vemo, da kadar je odebeljeno besedilo, da s tem kričiš, če hočeš ta efekt doseči, lahko to, zdaj veš, kako ga lahko dosežeš, uporabiš odebeljeno, kričečo, po možnosti rdečo, niti ne črno pisavo, in s tem lahko kričiš na nekoga veliko bolj učinkovito, kot pa z neko tako letenko pisavo, kakor je tale naslov klele. Pa ena stvar, kot je tudi, ne vem, če ste porajtali, da debelina črte pri naslovu, ta, ker je thin, je približno enaka, ali pa tam, ja, debelina črte je približno enaka besedilu klele noter. Zato, da se ne tepeta preveč. Zdaj imam pa klele še. Kaj pa tista 13, zakaj 13 ni bi bila dobra, ste rekli? Po mojem, da je to čisto samo zaradi stigme zoper številko 13, ampak se tudi v marsikaterem programu boste porajtali, da 13 sploh izbrati ne moreš, razen če jo napišeš ročno noter, ampak pač obstaja tudi matematičen razlog, ker kadarkoli imaš 13, je ful bolj smoten računati, še posebej zaradi tega, ker so vsa ta številska razmerja, če bi šel pisave računati, kakor recimo jaz, ki prelamljam besedila, moram izračunati, koliko vrstic pride na stran, pa koliko je pol prostora med vrsticami po vse skupaj. Če uporabljam 13 ali pa, ne vem, ali pa 5, bo velik problem zaradi tega, ker so na 12-tiški sistem naštimane. To se pravi od 1 do ducat, ne pa od 1 do 10. Hvala. In 13 je problematična pri takih številkah. Hvala.
Tlele sem dal pol še nepara dodatnih vrst pisal na teli strani. To se pravi, isti font, ki je bil prej uporabljen, samo da so tlele še ležeče črke, pa podčrtane, pa še nepar drugih. In me zanima spet vaše mnenje, kaj vidite, pa kaj vas moti, pa kaj opazite? Pri tisti tretji skupini, mislim, tretji tekst je malo čudno, zakaj je tam podčrtano, čez veliko napisano, ne? To je potem brez veze. Jaz mislim, da je dovolj, če si veliko napisal, da ni treba to podčrtavati, ne? Ja. Ali pa podčrtaš tisto, kar podariš, pa ni treba, da napišeš večje, pa lahko je enako veliko, ne? To je malo moteče, ne? Saj veliko pa še podčrtano. Res je. Lahko bi sicer res še pretiraval, zato da bi naredil dodaten point iz tega, da bi naredil to odebeljeno, tiskano, podčrtano. Da tisto sploh ne. Ampak to je res tisto, ki je že pol preverzija teksta, ne? Pa še malo povečana pisava, ne? Ja, pa še to. Ne, jaz tudi to gledam, jaz bi zihar naredila točno tako, kot je ta tretji primer, ampak zdaj, ko sem pa pogledala tele 3, mi je bilo pa jasno, da je ta tretja čist falena. Aha. No in se zato tale klic danes delamo, tole delavnico, da vidite lahko, kakšni so dobri primeri uporabe, pa kakšni so slabi in zakaj. Pa da probate tudi sami ugotoviti kakšne stvari. Jaz bi tudi nekaj rekla. Jaz priznam, da bi tudi tretjega napisala, ker meni osebno, ko vizualno vidim tretje zapisane besede, ne, se mi zdijo bolj simpatične. Ona prva pa druga se mi zdi vse tako preveč stisjen skupaj. Zdaj pa ne vem, a je to zaradi tega, ker tam v sredini piše z veliko, pa je počrtan kot nek poudarek. Ne vem, meni se tretja zdi najboljša. Tudi ko jo gledam, tako se mi zdi najbolj upadljiva. Ne vem. Tako da jaz bi tudi verjetno tretjo naredila, no? Nekaj takega. Meni pa se zdi, da je ta tretja, če hočemo nekomu prav usiliti, kaj more gledati, medtem ko če pa damo prvo ali drugo, damo možnost, da bralec poišče tiste besede, ki njemu spregovorijo, pa jih lahko počrta, pa obkroži, pa odebeli konec koncev, medtem ko pri tretjem plotu počrtovati še kaj, sej lahko sam še rožico nariše naokoli. Mu ne damo tega svobode pri samem branju in povzemanju bistva za njega. Ja. To pomeni, da smo včasih preveč površni bralci tudi, a ne? Ker recimo jaz osebno priznam, da bi preletela kak tekst tudi kar takole. 1, 2, 3 pa bi tiste najbolj poudarke si zapomnila. Verjetno je tudi to površnost včasih pri branju, ne? Ne vem. Naj dam en primer, ki ni povezan sploh z oblikovanjem teksta. Ne vem zdaj to, ali je to bolj pri katolikih ali pri protestantih običajno, ampak a kdaj kdo od vas ima kakšen svetpisem sam zato, da počrtuje vrstice? A tisti, ki to delate, a ste kdaj opazili, da takrat, ko tisti svetopisem uporabljate, pa da ga več časa uporabljate, da boste samo še tiste vrstice videli, ki ste jih počrtali? Točno tako. Ja, to je res, ja. In je dobro imeti, jaz nimam nič proti temu, ker jaz tudi to kdaj delam, ampak je dobro imeti pol še en svetpisem, ki nima nič počrtanega, zato da vidiš še celoto ostalega teksta. Ja, odlično ste to povedali. In vsa ta dodatna oblikovanja, ki se jih da v tekst, pa ne bo to odebeljenje, ne bo to podčrtati, ne bo to tiskano dati, ali pa še, boh ne daj, še kakšno drugo barvo dati zraven. Pač, če je že toliko potreben nekaj poudariti, mogoče je pa problem v tem, da je predolgo napisana, ali pa kaj tacga. Ja, no. Dejansko je pač poleg samega tega, kaj napišemo, je veliko vsebine povemo tudi s tem, kako v bistvu pol to zadevo oblikujemo. Ja.
Ker, ja, meni ta tretja me tako spominja, da pač to bi bilo lih še za slovenske novice, ne? Ekskluzivno, senzacionalno. Ali pa tam, ko so oglasi na uno stran, veš, ko so bili oglasi včasih, že dolgo cajta nisem bil, ampak vse nametan, pa nič ne veš, kaj bi gledal. Ja, ker mislim, vse po svoje, ja, zdaj v tem digitalnem svetu je to precej pogosto, ne, da vsi pač zasuvajo, ne, samo če se pa hoče neko sporočilo podati, pol je pa, no, ampak ja, itak, zdaj verjetno boš to tudi še kaj povedal, pol, ker ena stvar je oblikovanje teksta, drugo je pa potem, ko se pa celoten izdelek, ki pa ni samo tekst, ampak je še kaj drugega. Seveda, pa negativen prostor okrog. No, ampak klele sem hotel še pri te drugemu pokazati ene par stvari, ki ne vem, če ste jih porajtali. In sicer H par naslovu je mečken povečan, pa ne zdaj zato, da bi ga ročno povečeval, ampak to je dejansko ena funkcija teksta, ki v nekaterih urejevalnikih obstaja, da lahko, zdaj ne vem, kako bi to rekel, kaj v angleščini, no se lahko le, samo za sekundo. Tega le moram premakniti. Imamo all caps ali pa small caps opcijo. Jaz spravim. Inicialka. Zdaj sem se pa premaknil naprej po nesreči. A niso to velike pomajšane črke pa... Ja, ne vem, kako se v slovenščini temu reče, ker pač jaz ponovadi kar... Velike pomajšane črke pa normalne, ne? Tiskane. Ja, no, in to se lahko uporabi tudi kot ena stvar, ki se lahko uporabi za naslove. Ni pa nujno, to je zelo redko uporabljeno v današnjih časih. Kakšne, ne vem, v kakšne 30 let nazaj pa mogoče se je malo bolj, še bolj pa tam v 70-ih. No, ampak recimo en primer, kjer je primerno podčrtati, je, če imamo, pa da ni preveč tega, ne, je, da imamo en del poudarka, ki je ležeč, pa da je ena beseda, ki jo res moraš videti, pa da res ni nobene druge variante, da jo izpostaviš, ok, podčrtaj. Samo če se le da, se izogni temu, da podčrtaš. Je veliko, ampak je pa še zmeraj veliko boljš podčrtati, kakor pa odebeliti, ko je ležeče. Odebeljen ležeče je tudi kriminal, tega ne delati. Ali pa klele pač spet na ta zadnjo sem doznala še enega odebeljen poudarek, kar klele bi mogel sicer dati križek zaradi tega, ker če imaš eno vrsto poudarkov, je dobro, da pa eni vrsti poudarkov ustaneš, razen res mogoče, če imaš kakšen bolj znanstven tekst ali pa bolj strokovni tekst, kjer imaš ti tudi pri sebi razčiščen, pa mogoče še celo tudi, da imaš legendo poudarkov, zato da lahko veš, kateri poudarki so za kaj, zato da tudi, ne samo da sebe ne zmedeš, ampak tudi bralca, da ne zmedeš. Tako nekako, tlele. No, in tlele smo že prišli na ene par primerov, pa bom spet vas povabil, da sami probate ugotoviti, kaj so kakšne dobre stvari pri temu desenmu, pa slabe stvari pri teh dveh. Desen ima samo ključne informacije in je tako estetsko, ona dva sta pa tako natlačena, da ne veš, kaj bi prebral, kam bi gledal. Ja. Ja, preveč informacije je tam, ko je rdeče, ne? Pa preveč je načičkano, po domače povedano. Ja, in če recimo gledamo klele, kaj opazite glede, samo glede pisav, niti ne glede dizajna, samo glede pisav. Ja, preveč vrst pisav je. Pa barve. Ja, pa barve. Tlele jaz lahko naštejem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 različnih pisav. To je kriminal, če mene vpraša kdo kaj. Tlele jih je pa še več na tej strani. Sploh ne veš, kaj bi gledal, no. Ja, tam je že ozadje tako mogočno pisano, da pisava sploh ne pride do izraza.
Ampak recimo ta sreden, to v bistvu, ne vem, že takoj dobiš občutek, da je to vabilo za nek cirkus. In zdaj, če pač to cirkus, bi bilo v redu, ne? No ja, jaz tudi v cirkus ne bi to pričakoval. To se da veliko, tudi če hočeš imeti tako zadje, se ga veliko bolj se da speglati, da ne kriči tok fejst. Se meni je samo zadje všeč tukaj. Lepi vzorci. Ja, če bi bil vzorc sam zase, je v redu. Ampak tudi, če bi hotel sam tekst čez ta vzorc dati, ni šanse, to ne bo delovalo. Ga moraš spremeniti kontrast, to se pravi, moraš magar dati eno masko barno čez, to se pravi, da bo, zdaj sicer lahko bi to tudi pokazal konc koncev, ampak no, mogoče pa bom, sem sekundo, new share, pa bom jaz tlele, bom kar na ta zaslon dal, pa bom tole odprl. Zdaj, to je ta file, ki sem ga urejal, ampak in že samo, če jaz tlele naredim takole, pa dajmo barvo postaviti eno, ja, ne vem, nekaj tacga. Vi sicer gotovo ne boste tega programa uporabljali, ampak samo dam primer, kako bi se to lahko majčkeno zboljšali. Če naredimo, če spremenimo kontrast ob straneh, je že veliko lažje brati. A ne? Ker zdaj saj veš, da glavno sporočilo je nekje v sredini, ampak pa bi bilo za naslednja stvar tlele zapeglati. Ja, tlele pa imamo samo 2 pisave, ker tole je oboje iz iste družine fontov in tale gumb, tlele pa še en sans serif font. Že to veliko pove tudi o tistem, ki je to oblikoval. Pa tudi v eni barni družini, razen pač tale poudarek, tele rdeče, in ja, stvar veliko bolj stoji. A lahko nekaj vprašam? Ja, seveda. Kako takoj veš, a je tale The House of Dancing, a je to sans ali je to... Vidiš, če ima tiste zavihke, Polona. Ja. Ja, ta ima zavihke, ne? Poglej T, pa poglej V od spodaj. F tak bolj... Te so vsi sans serif. Oziroma, pardon, te so vsi serifni. Tele gor so pa sans serif. Sicer tlele je slaba slika, pa se ne vidi tako dobro, ampak to so vsi sans serif. Ja, gor so serifi, ja? Ne, te so sans serif, te so brez serifa. Kaj pa spodaj, our? Tudi serifi, ki so tako lepo zavite črke, ne? Ja, te so tudi. Takoj, ko ima zavito, takrat je serif. Ja. Tako si boš lahko predstavljati. Če so pa ravne linije in nikjer nobenega zavihka, je pa sans serif, brez serifa. Ja, res je. No, lahko grem nazaj, pa gremo tlele na primer. Tlele imamo, na tej strani so serifni, imajo te zavihke ob stran. Tlele je pa enak font, samo da brez serifov. Sans serif. Vidite? Serifi, skrajno levo. Ne, nisem videla. Pri B-ju pa R-ju se zelo lepo vidi. Ja, pa T. T, H, te od spodaj se vidi te črtice ponavadi. Medtem ko tlele, jih pa ni. Tam jih pa, ja, tam jih ni, ja, ok. Gremo nižji, recimo regular, R, tlele, pa U, zgori, pa L, A ima tale hakelček tlele od spodaj, R je tak, kakor je, tlele pa ni tega, par sans serifnih. To je recimo, ko boste imeli, če učite verouk ali pa kaj takega, učenci, ki imajo veroukari, ki imajo disleksijo, te serife zelo težko berejo, jim kar bežijo črke. Zato v takšnih primerih jim pomagamo z
temi ravnimi črtami, brez hakeljčkov, brez okraskov. Ja, oni so pa prav poseben primer, ker je boljš, da se dela s preprostejšimi črkami. To je pa res, ja. To se pravi, klele smo bili. Zdaj me pa zanima, koliko od vas kaj pozna razliko med barvami, kakor so za print, pa kakor so za zaslone, za naprave. Isto nič. Sej, klele, to je zelo malo bolj tehnična stvar, ampak se mi zdi vredno omeniti, da zasloni delujejo, kakor sem že prej rekel, na ta princip, da so to zelo mečkene lučke, ki so rdeča, zelena pa modra. In ko vse te tri barve, vse te tri svetlobe skupaj pridejo, naredijo belo. Pač bolj, ko je kjera pržgana, ali pa manj, naredijo lahko vse do, mislim, da 16 milijard ali milijonov barv na zaslonu. Lahko še več, sam ne vem točno na pamet, koliko je tisto polka, je 24-bitna. Medtem kot smik, in to se imenuje RGB, če boste kdaj videli, kje je RGB, to pomeni, da je za na internet narejen, za na računalnike, za digitalne naprave. Če te pa videli kjerkoli, da bo pisal cmik, pa to pomeni cijan, magenta, rumena pa črna, karbon kot črna. In če kdaj kdorkoli probo od vas vzeti flomastre pa barvati z modro, pa z roza, pa z rumeno, je taka, kot rlajsa staratala skoraj črna, ne čistno, ampak taka rjavkasto črna. Razlog, zakaj pa to pomemben, kakšne barve se kje uporabljajo, je pa tudi to, na to bom prišel še nazaj, je pa to, da zaradi tega, ker se barve drugače mešajo, imajo drugačen efekt na tiskovinah, kakor jih imajo pa na zaslonih. In kjer bo recimo ta primer tele tiskovine klele v ozadju. Ne samo, da je malo kontrasta, vse je printano, razen tele bele, ker pač bela ni prisotnost barve, je odsotnost tiska, v tem primeru, kadar je tiskano. In to bo totalno neberljivo. Če kdorkoli da to delati, to bo neberljivo. Bi bilo boljš dati sliko od zadaj temnejšo, pa ves tekst v belo, to bi bilo veliko boljš. Recimo, kaj tacga bi bilo veliko boljš, čeprav je tole primer za internet, kaj tacga bi bilo veliko boljš delati tudi za tisk, kakor pa ta primer v sivi klele od spodaj. Razlog, zakaj pa je pa tudi to, kadar se, recimo, kdaj kadarkoli od vas porajto, da kadar printaš z laserskim printerjem, pa če pogledaš strani, vidiš, da se barva malo svet. A ste porajtali to kdaj? No, papir se pa ne, ker ima drugačno teksturo in že kle lahko narediš nekaj efekta na printanih zadevah, ker ta Let It Be ali pa Impossible se bosta čisto drugače obnašala, že samo zaradi teksture papirja napram temu, kar je bilo printano. Ker ena stvar se bolj svet, kot ta druga, pa je drugačna tudi na tisti mikrootip, ne vem, kako bi drugače rekel, razen če je folija čez pol dana. Tako da že s tem se da efekt narediti na printanju, ampak tukaj sem hotel nekaj drugega dati kot primer. Kdaj kdorkoli že že uporabljal rumeno na tiskovinah? Jaz sem to že videl, pa to se ne da brati. Svetlo rumena, svetlo zelena, svetle barve, razen za ozadje mogoče, da so zelo nežno pastelne, ne jih uporabljati za tekst. Ne bojo temne, ne bo kontrast močen. Fotografija ni važen, ampak če je tekst, ne bo temen. Ne rabi biti vedno črn, lahko je tudi temno zelen, temno karkoli pa že.
po možnosti majčkeno bolj zasivljen, zaradi tega, da ni preveč, ne vem, kako bi temu sploh rekel. Ja, da ni preveč iz 90-ih. Zdaj bom šel majčkeno nazaj na barvno kolo, ker se glih to omenil, to s temnostjo pa vsem tem. Ena stvar, ki vam lahko kdaj pride prav, je vedeti, kje so največji kontrasti, kadar hočeš doseči prav poseben efekt na papirju, pa tudi, da se bere lahko. In če že moraš dve barve uporabljati, da uporabiš dve, ki sta si nasprotne. To se pravi, recimo rumena pa vijolična. Sicer bosta zelo ostre, zaradi tega, ker sta si nasprotne, ampak bosta imela velik kontrast med sabo in bosta berljive. Klele bi se probal izogniti zeleni proti rdeči, zaradi tega, ker sta po temnosti približen glih. Te kombinacije bi bilo se dobro izogniti, čeprav, če hočeš prav poseben efekt, kakor Levica recimo v parlamentu rada uporablja, pač da se tudi efekte s tem narediti, no. Ampak ja, tiste je bolj taka kričeča varianta za doseči svoj point. Jaz imam eno vprašanje. Ja, kar. Glede teh barv, jaz večkrat sem že poskusila kaj oblikovati tako roza, ciklamasto, in koliko se tiska, ta barva pač postane rdeča, ne? Razumem, da je to zaradi teh pravil, ampak katero barvo bi mogla izbrati, da bi pa dobila tisto, ki jo vidim na ekranu? Ja, no, to je dobro vprašanje, zaradi tega, ker noben printer ne printa enak. Tisto, kar se bo sprintalo na brizgalnem tiskalniku, bo čisto drugače izgledalo, kakor pa če se printa na laserskem printerju, pa je tudi odvisno od papirja. Tako da ni samo od barve, ki jo vidiš na zaslonu. S tem, da problem tem, kar vidiš na zaslonu, je že tudi to, da ti na zaslonu vidiš svetlobo, ti ne vidiš papirja. Medtem, sicer tehnično gledano vidiš odbito svetlobo, zaradi tega, ker pač je, ampak je boljše, da si to predstavljamo kot televizor, ki ti fotone zabija v glavo, ker tukaj ti direkt dobivaš svetlobo v glavo. Medtem, ko gledamo papir, ko gledamo papir, vidimo svetlobo, ki se odbija od njega. Pa ne vidimo toliko, kakor bi pa videli na zaslonu. S tem, da tukaj je v bistvu že konec koncev že ena stvar tudi to, da bela sama zase niti ni barva, ampak je prisotnost vseh barv, kadar se to gleda skozi oči RGB sistema. Medtem ko črna je odsotnost barve, je odsotnost svetlobe. Niti ni barva kot taka, ne. In v printu je pa v bistvu tako, da bela ne more nikoli obstajati. Papir ni bel, nikoli ne more biti bel. Je približek temu, ampak če bi bil bel, bi bilo tako, kot da bi gledal sonce. Tako da izmer ima neke, ja, ne vem, kako bi to sploh rekel. To že pol paše pod likovno teorijo v bistvu. Najboljš sicer, to je drag način, da se to naredi, ampak če hočeš specifično barvo, je najboljš, da se gre do tiskarja, pa da se reče, da jaz bi pa rada tako pa tako barvo, ki jo vidim tlele na mojemu zaslonu, pa da probaj na par printov narediti, pa da pride najbližje k tisti barvi. To je ena varianta. Druga varianta je pa, da se kupi pantonsko karto. Panton je ena taka stvar, je standardiziran set barv, ki jih načeloma tiskarji poznajo in uporabljajo.
ki je fizičen primer te barve, ki se nikoli ne spreminja, razen pač, ok, na vsake par let je tisto dobro zamenjati, ker barve lahko obšlesajo. Ampak ja, to je en primer tega, kako lahko prideš do točno tiste barve. A ne, da ti ne rečeš to, kar je na zaslonu, ampak ti rečeš to, kar je klele na tej karti, ne bo ta barva, ki sem jo tlele določila kot to pa to barvo. Ok. Malo bolj kompliciran je, kot bi si pa človek mislil. Ja. Jaz sem mislila, da obstaja kakšna finta v smislu, če je bila preveč rdeča, potem jo posvetli, ali pa v tem smislu. Ne, je pa en drug princip, ki sem ga jaz tudi tiskarni v Medvodah uporabljal nekaj cajta, ki je pa v bistvu treba poznati ta cmik, kako se barve skupaj mešajo, a ne? Pa mešati v programu ne RGB, ampak cmik. Ti ne veš točno, to se pravi, ne vem, imam tukaj kakšen primer. Nekaj, treba biti tudi pozoren, ker če gledaš na telefončku, kar si ustvaril, pa če gledaš na računalniku, pa recimo, da gledaš na prenosniku, pa na stacionarcu, bojo lahko čisto drugačne barve. Ja, pa tudi oziroma odvisen odstenki. To je res, pa vse to je treba tudi razumeti, da vse te stvari, kakor jih gledaš, se spreminjajo tudi od tega, kakšna je svetloba ambienta okoli. Ali dnevna svetloba, ali bo jutranja svetloba, ali bo večerna svetloba, ali bo nevtralna bela, ali bo bolj rumenkasta bela, topla bela, če kakor imamo v parledicah. Vse to vpliva, pa okolje, vse vpliva na to, kako mi zaznavamo barve. Prostor, kjer smo konec koncev, vpliva na to. Ker če imamo prostor pobarvan na modro, pa ne glede na to, koliko bomo imeli belih ledic noter, bo še zmer nekaj tiste svetlobe se bo od sten odbijali in bo vplivali na to, kako bomo mi videli barve, ki so na zaslonu in na papirju. In naklon zaslona. Prosim? In naklon zaslona samega, recimo, če na računalnik prenosnik, a ne? Odvisen od tehnologije zaslona, ampak ja. Ko imamo LCD zaslone, imamo TFT zaslone, pa imamo IPS zaslone, pa imamo OLED zaslone, pa zdaj so še neke nove zadevšne, ki jih ne poznam čisto točno. Ene od teh so bolj barvno pravilne kot druge, ene od teh imajo večji kot gledanja kot druge, ene spremenijo barvo, če sam majčkeno glavo premakneš, ene imajo pa tako, da lahko imaš približno 170 stopinj isto barvo. Ampak ja, hotel sem prej reči za mešanje barv, če si predstavljamo cmik, pa bom jaz zdaj sem šel ven sicer, če jaz tudi odprem tlele v Illustratorju novo barvo, oziroma nov dokument, pa da zmešam eno barvo, recimo tlele je ena modra, ne? In zdaj, jaz vidim to modro klele, kakor jo vidim. Glede na to, da jaz svoj printer poznam in vem, kako bo sprintal, vem, da bo tole naredil majčkeno temnejš, ampak lahko pa tudi pogledam, recimo v mojem primeru, jaz lahko pogledam, kako je ta barva sestavljena in je sestavljena iz 100% ciana in 100% magente. In če hočem jaz, da ta modra ne bo toliko vijoličasta pa toliko temna, jaz samo zmanjšam tole za recimo, ne vem, na 70%. Ne cian, magento moram sem 70%. In bo že veliko bolj prijetna modra. Bo pa vedno prišla na papirju majčkeno temnejša, kakor jo vidim na zaslonu, čisto samo zaradi tega, ker pač to je svetloba, ki jaz vidim, tam je pa odbita svetloba. Če pa hočeš še majhen zelene, pa dodam majčkeno rumene, da bo majhen bolj turkizna ratala. A to kaj bolj odgovori na to, kako lahko zmešamo barve?
Pa to ni samo Illustrator pa Photoshop, ki to zmorate, to tudi brezplačni programi lahko naredijo tisti, ki so prosto dostopni na internetu. Ampak je pa to definitivno bolj napredna stvar, no. Ma celo Word ima zdaj po novem. Možno. Ne vem, ker Worda sploh ne uporabljam za take stvari, po pravici povedano. Ja, super, hvala. Ne, sem mislila prav konkretno za tisto roza, da bi se jo naučila, ampak izgleda res bi mogla prav študijo narediti in ugotoviti. Roza, najbližje, da bo roza prišel, je, da je to, da bi bila to iz barve, recimo, bi bila recimo 70% magenta. Da nima nobene druge barve noter, ne? Da nima nič modre noter, da nima nič rumene noter. Tako bo najbližje roza prišla. Čisti iz tehničnega vidika. So pa tudi določene barve, ki jih printer ne more narediti. Printer ne more fluorescenčnih barv recimo narediti. Ker ni vse pri barvah, tudi ni vse pa samo v tem, kaj lahko vidimo na zaslonu, pa kaj se sprinta, ampak je tudi to, kaj je sploh tehnično možno. Saj tudi fluorescenčna, jaz tudi na zaslonu ne moram narediti. Lahko naredim, da zgleda, da je fluorescenčna, ampak ne bo nikoli fluorescenčna. Ker to je zelo taka barva, ki rabiš prav posebna barvila, pa prav posebno mikrostrukturo barve, da bo sploh lahko ta efekt naredila. To je pa še zame fejst napredna zadeva. Pri slikarstvu recimo rabiš prav posebej barvo za to kupiti, ker je nemogoče zmešati. Kaj klele še vidite, kar pri telih nasvetih, klele primerih, kaj še kaj tacga, kaj vidite, da je problematično? Meni je to čez desna zgoraj padla v oči. Mi je kar slabo gratala, kaj gledam. Ja? Barvo pa, ne vem. Tole gor. Ja, obupno. Jaz se trudim prebrati, kaj je ono z modro, ki mogoče ima skrito sporočilo. Ja, se nekaj piše, to se pravi, say what... In pol se konča. S-O-T-D... By... V glasbi, veš, tisto satansko sporočilo. Ja. Skrita sublimacija. Awards. Vsekakor, ta pod njo, ki ima tudi križec rdeč, se mi zdi tako, da je preveč barv nametanih noter in spet en cirkus. Ta modra? Ta modra. Medtem ko tale bela od spodaj bi pa mogoče napram tistim zgoraj dvem bi kar šla. No? Berljiva definitivno je tale bolj. Ja, to je res. Ampak ima pa drug problem, da je neokusno oblikovana. Ja. In ima pa tudi problem to, da imamo klele gor nek rumen tekst, ki ga je že tudi samo s tem, ki sem sliko sneta stegnil, jo je sploščil. Ker že to nekaj pove, no, da računalnik ne mara rumene zraven roza. Je una zgoraj, mislim, una na sredi, tale, ja. Ja. Pa spominja, pač Comic Sans pisavo. To je ena stvar. Jih uporabljati. Drugače me pa pač ta stil oblikovanja me spominja na tole, ki je euharistija.eu. A to še obstaja tak dizajn? Ja, obstaja, ja. Nažalost obstaja. No, sicer tega nisem nikjer napisal, ampak kjerkoli delate karkoli, ne uporabljati Comic Sans. Prosim, ne uporabljati Comic Sans. Zakaj ne? To je tako neokusno uporabljati. Se kuj ve, da tisti, ki je to uporabil, da... Za otroke je pa lušno, če kaj hecnega. En štos je pa lušno. Edin primer, kjer mislim, da je Comic Sans, kjer je Comic Sans primeren, so stripi. Sej zato je pa komik, za stripe. Sej možno, da je bil za to narejen. Oprosti, nisem slišala. Za stripe. Stripi. Kakšen slabe učinke, ali zakaj bi ne bil, pa ne bi bil Comic Sans.
Malo omiljena oblika. Jaz bom povedala šolskega vidika. Čisto vse učiteljice so ga non-stop uporabljali in so ga vsi siti. Ja, to je veliko od tega, veliko pisavk, se ni samo Comic Sans tak. Se tudi recimo Arial je tak, pa čeprav Arial ni to, iz oblikovalskega stilišča je zelo lep font, ampak ker se ga toliko preveč uporablja posod, pa tudi še posebej za stvari, za kjer ni primeren, smo ga pol že toliko naveličeni, da ga ne moramo več videti. Pa tudi, če tega ne veš, se tega zavedaš, sam ne znaš tega izraziti. Ponavadi. A smem vprašati, kaj pa je potem primerno, ker jaz tudi uporabljam tisti komik, pa Arial, meni so to simpatični. Pač... Tisti Times, ali kaj je že, tisti mi že gre pa meni na živce, naprimer. Ja, zaradi tega, ker se ga uporablja za napačne stvari. Ja, to pa ne mi vemo, pa povejte, kaj se uporablja, zakaj. No, se nekaj od tega smo že imeli prele. Ja, to ja. Zdaj, če bi bil klele bi lahko naslov, bi brez problema dal v Arial. Bi bilo čisto v redu, bi bilo čisto primerno. Klele za tale citat bi ga lahko dal. Za tlele noter v besedilo ni šans. Ni šans. Tele noter, če hočemo pri klasiki ostati tisti, ki je že na računalnikih nameščena za besedilo, je čisto v redu, da je Times New Roman, recimo. Ampak ne pa za naslove pol. Ne bold. Gospod Veternik ima roko dvignjeno. Ja, kar me vpraša. Ja, gledajte, kaj je New Roman, to je pa sploh najbolj neberljiva pisava. Za Zeitunge se je včasih uporabljala ful. Ja. Dobro optimizirana za Zeitunge. Pa še mnogo se še uporablja. Zdaj, jaz recimo na nekaj konkretnih vprašanj, jaz recimo že 18 let se ukvarjam z PowerPointi, dnevno pripravljam pridiga PowerPointi, evangelije imam vse PowerPointu, potem večernice, hvalnice PowerPointu, potem prošnje PowerPointu, pa še kaj bi se našlo, ne? In zdaj v cerkvi uporabljam, jaz prej sem imel platno pa projektor, ni bilo tako berljivo, ne? Zdaj imam pa po 5 let noter, imam televizijski monitor, je zelo, zdaj tudi, ker je to tudi drugačna resolucija, je zelo berljiva zadeva. In uporabljam v glavnem pisavo Tahoma ali pa Arial, ki se najbolj vidi. Ja, to je odličen primer. Kak? To je odličen primer uporabnosti sans serifnih pisav, pa takih bolj stabilnih pisav, ki ima mehen večjo maso za tak primer. Pa recimo Arial imam da časih dati ga bolj, da se vidi, ker je to cirka 20 metrov, in da vidiš, če ni odebeljen, ne? Ja, ampak projekcija je prav specifičen primer, ker je to ne samo primerno, ampak celo zaželjeno. A tako? Ja. Uporabljam veliko rumene, ne? Tekst navaden dam v rumeno, ki je najbolj tudi viden. Še boljš bi bilo dati belo. Sem delal poizkuse, vse mogoče. Če se s projekcijo dela, je najboljš dati črno zadje pa bel tekst. Ti se potem dolgocajtno, kaj se izbiramo, zadnje je zelo različna, ali so modra, ali so rumena, recimo modra, ali pa rdeča, pa potem rumena barva pisave, tako mislim, da je to res, da je vidno, no, padljivo. Sej pri projekciji ni, to je spet ena, no, to je pa druga stvar. Pri projekcijah ni zdaj to štos, da moramo zdaj mi pa gledati projekcijo. Pa da mora biti projekcija nekaj tistega, ki je glavna stvar. Ker če bomo, pa naj bo to predstavitev, naj bo to besedilo, karkoli pa že. Vsaka stvar ima svojo funkcijo in projekcija recimo besedila za pesem je to, da ti lahko prebereš, zato da lahko lažje poješ. In vsaka slika, ki je dodatno gor čez, je nepotrebna. Lahko se jo uporablja, samo je dodaten element, ki odvrača pozornost od tega, da lahko čim lažje, pa čim hitrejš, pa čim bolj preprosto prebereš. Ja, tu so dve stvari. Eno so pesmi z tekstom,
Drugo so pa PowerPointi, kjer pa imam jaz pri vsakem slajdu je neka slika in zraven tekst. Recimo, dogodek iz Evangelija, na tisto je slika, zraven potem tekst. Ja, ok, to je drug primer, ja, seveda. Imam tako pridiga. Imam, recimo, slike iz narave, potem, če je tako, da se dam čez tisto tekst, če se da brati, če se pa ne da brati, pa zmanjšam sliko, pa dam zraven potem tekst, ne, recimo. Ampak še zmeraj bi rekel, da takrat, kadar se to naredi, da se dela s črnim ozadjem, zaradi tega, ker to pomeni odsotnost svetlobe, z belim tekstom, še posebej pri projekciji, zaradi tega, ker bo tako res najbolj berljivo. Samo za tekst govorim, slike pač, če so slike, naj bojo slike, kakor so, samo da se tekst pol ne prekriva s sliko. Recimo, če bi jaz tole, kar imam tlele gor dol, ta slideshow, ki ga vam dajem, če bi ga dal na projekcijo, se bi stal, ampak če bi dal črno ozadje, bi bilo še majčkeno boljše zaradi tega, ker bi bilo veliko bolj berljivo iz veliko daljše razdalje, kakor pa če je rjavo ozadje, kakor je tlele. Jaz sem delal poskuse recimo za pesmi, ne? Tam je črno ozadje, recimo lahko ozadje menjuješ, lahko daš rdečo, daš ne vem kako. Ampak recimo najbolj sem potem videl, najbolj berljivo je, če dam črno ozadje, pa rumene črke. Sam to ni logično, zaradi tega, ker bela ni tako vidno, no. Rumena je sta samo dve barve zmešane. Medtem, ko bela so tri barve zmešane, kar se svetlobe tiče. No, se mi zdi, tukaj je pol itak tudi tako, predvsej je odvisno od tega. Razen, če je drugačne barve stena, to je pa tudi druga stvar. Ja, to je cel. Pa svetloba, po moje, tudi naredi svoje, ko odvisno od luči, kako so. Ni taka, kot je recimo kje v studiu, ne? In je zato tako opažam, no, jaz ne, to je lahko malo drugo mnenje, ampak najbolj mi je rumena upadljiva, da ljudje lahko berejo, no. Ja, je pa tudi tako, sej recimo tak kombinacija rumena, črna ali pa tako je že tako, se mi zdi, to, kar ste rekla, neupadljiva. Potegne pozornost. Močerat je lep, črn pa rumen. To je lih jedna močerat, da sem se spomnil. To kaže na nevarnost, zato so čebele, pa to so rumeno. Oziroma ne, ose, rumene močerne. Je pa res, pač, ok, ena stvar je to, mislim, jaz bi se tukaj vprašal edin to, no, kar smo na začetku tam, ko je Matic predstavil, že pač, hotimo, kako narediti, da bojo stvari ne samo tisto, da bojo v oči padle, ampak da bo tudi tako, da bo prijetno za branje, ali kako bi rekel, ne vem. Ker pač se najlažje je narediti tako, dati vse bold, vse velike tiskane črke, vse ne vem kaj, samo bojo ljudje hitro opazili, ampak jih bo tudi hitro odbil. Ja, ampak za brati je pa muka, ne. Je vsaka črka posebej, se jo res lažje, bolj za ziher vidi, ampak je pa, ja, no, je itak pa tako, se tukaj gre za kratke tekste, tako da po svoje. Pa tudi tako, kot je gospod Marjan povedal, projekcija ima čisto svoje zakonitosti kot ena spletna stran ali pa ena oznanila, ki so lahko tiskana pa digitalna, tako da že tlele, katero pisavo izbrati, če boste dali na oznanila Tahomo, bo velika. Če boste pa dali na projekcijo Tahomo, bo pa super, ker bo brljiva oddaleč, ne? Tako da že tlele so znotraj tega zakonitosti, v kakšen namen damo neko besedilo, na kakšno podlago in na čemu jo bomo servirali. Vas pa spodbujam vsem, da greste recimo na Google Fonts, pa najdete kakšne pisave, ki niso nujno Arial, imajo podobno maso, ampak niso Arial. Recimo primer Open Sans, Fira Sans, Noto Sans, že v telemle, v Wordu, Calibri recimo,
Sam ne za besedilo, Kalibri je veliko bolj za naslove. Kalibri je v redu, ja. Ali pa glih obratno za besedila. Siflaen recimo je na računalnikih, sicer nima ležeče svoje variante, ampak je lep font, je veliko lepši, veliko bolj nežen je, kakor pa Times New Roman recimo. Times New Roman je tak zelo oster, zelo resen, zelo konzervativen. In no, to je pa druga stvar. Ena stvar, ki se lahko naučimo iz zgodovine, je tudi to, da malo od tega, kako mi vidimo tisti čas v zgodovini, tudi lahko si predstavljamo, če bom uporabil ta font, bom tak pa tak efekt dosegel. Recimo, neoklasicizem je bolj resen, je bolj strog, je bolj vzvišen in taka pisava, kakor je tukaj uporabljena, je točno to ti tudi sporoča, ne samo v arhitekturnem stilu, kakor ga imamo, ampak tudi v pisavah isto sporoča. In takrat, ko hočemo tak efekt doseči, uporabimo tako pisavo. Takrat, ko hočemo mečken več finese dati, lahko damo, ampak še zmeraj hočemo, da je tak fin, eleganten font, lahko barok ali pa renesanso uporabimo, kakšen Garamond ali pa kakšen Plontin ali pa ne vem, na pamet zdaj. No, pač, to sta ta dva fonta, recimo. Pa imamo modernizem, ki je mejhen sicer pa ampak ima še zmeraj svoj namen. Tlele recimo ta zgornji Helvetika. Zakaj pa ne? Pač Helvetika se zelo hitro lahko zamenja tudi z Arialom. Ista stvar skoraj. Zelo malo razlika je med njima. Je zelo dober za kakšne znake ala WC, kaj tacga, ki je za usmerjati ljudi, ali pa za naslove, ali lahko tudi za PowerPointe. Postmodernizem tako vse skupaj zmeša, lični modernizem je pa pobere ene elemente iz baroka, ampak jih mečken bolj standardizira, kakle vidimo črte, so mečken bolj te rdeče, koti so mehen bolj drugačni, ta jih pa mehen bolj stabilizira pod, koliko je tole, 60-70 stopinj, da niso vse povprek. Obstaja kje kakšen seznam razlaga to, recimo, teh pisav, kdaj je za katera kam primerna? Zdaj, to je vsakič vprašanje takrat, kadar delaš novo stvar. Komu hočeš kaj sporočati? Pa zdaj ne, da bi hotel reči, zdaj morate vse vedeti na pamet, ali kjer je baročen font, kjer je renesančen, sploh ne. Ampak se lahko pogledate na font, pa po mojem, da lahko zelo hitro ugotovite, kaj vam bolj sporoča. Ali vam je bolj resen, ali vam je bolj nežen, ali vam je bolj kričeč. Vzamete si asociacije na vrsto fonta, ki ga vidite, pa se vprašate, a tista oseba, ki hočem nekaj sporočati, a je ta prava oseba za ta font? A je ta font, ki ga bom uporabil, primeren za to, da bo to, kar jaz hočem sporočati tej osebi, prav, a ne? No, mogoče ena taka anekdota, ali kako bi rekel. Pač moja žena je enkrat se odločila, da bo začela pisati blog, in pač seveda Rok naredi mi spletno stran. No, pa in ona je prej v Montessori vrtcu delala in mi je ves čas razlagala, kako imajo tam zmeri za otroke, da imajo pač jim dajo na izbiro dve možnosti, a boš to, a boš to, se pravi ne, da imajo preveč, zaradi tega, da se pač lažje odločijo. No, in pa sem tako spraševal, kaj bi pač rada, pa ja ne vem. Pa sem pa rekel, no, greva po Montessori metodi. Ali bi rada stran, ki je resna, ki je sproščena? Ok. Ali bi rada žive ali bolj take pastelne barve? Bolj pastelne. Ali bi rada take ali take pisave? Take.
In tle se mi zdi, no, zdaj, če Matic na to, kar si ti rekel, ne, se mi zdi tudi tako nasploh pri oblikovanju. Ja, hočemo to narediti tako uradno ali sproščeno. Tako. V redu, se pravi, ne vem, če je uradno, bomo uporabili verjetno malo bolj ene pisave. Bolj resne pisave. Resne pisave, manj resne pisave. Ali bomo, če bo bolj resno, bomo uporabili, ne vem, več bele, bolj minimalistično, bolj ne vem kaj, če bo bolj sproščeno, tudi bojo pisave bolj mehke, bojo, ne vem, mogoče malo več z barvami, malo bolj žive barve, ali ne vem, pač tako, po mojem, če se tako malo razčleni na to, po področjih je tudi pol lažje, ko si odgovorimo na neka ta osnovna vprašanja, kaj oziroma v katero smer iskati sploh. Pa zmer si je dobro predstavljati, za koga jaz to delam, ker tega ne delam zaradi sebe. Ker če pišem nek tekst ali pa če oblikujem nek plakat ali pa karkoli pa že, jaz ne delam zdaj zaradi tega, ker jaz hočem to zase imeti. Ampak to hočem narediti zaradi tega, ker hočem nekoga, ali v vašem primeru, ne vem, v cerkev spraviti, k verouku spraviti, ali da ga nagovori, ali pa jo nagovori to pa to sporočilo, in pa spet vprašanje, ali je to ženska ali je moški bolj, kako lahko enega ali drugega boljš nagovorim. In odgovori na taka vprašanja, ki si jih moramo postaviti takrat, ko oblikujemo nekaj, karkoli pa že je, nam bojo dali pol odgovore na to, kaj uporabiti. Ali bomo uporabili bolj resen font, ali bomo uporabili bolj igriv font, ali bomo uporabili renesančnega bolj, ali pa zdaj spet je tudi isto, kaj to sporoča meni, ali pa kaj si predstavljamo, da bo to sporočalo tisti osebi, ki to gleda, ali pa ki bo to brala. Ok, Matic, veš kaj, zdaj malo nas čas že preganja, tako da bi jaz predlagal, če gremo... Tlele nimam več veliko, sem hotel samo še pokazati negativen prostor in kompozicija, pa nekaj od tega smo tako že videli skozi vse skupaj, tako da to bom zelo hiter. In tlele recimo lahko vidimo cela stran zafilana s tekstom, tlele imam po en stran frej, pa pol major od zlatega reza lufta, pa pol minor od zlatega reza teksta. Tlele je isti letak predelan iz zelo nabasanega, v tacga, ki ima mehen več negativnega prostora, ampak ki dejansko vidimo, kaj sporoča. To bi vam sicer rekel, da probite ugotoviti, kaj vi vidite. Tlele pa tako logično, saj ne veš, kaj gledaš. Zdaj zlati rez se ne bom preveč obadal z njemu. Če ga kdo... Sam povejte, a ste že slišali za zlati rez, pa veste, kaj to je? Ja. Ok. Ampak mogoče čisto na kratko. V bolj preprosti obliki je to razmerje približno 2:3 in je razmerje, ki se ga lahko najde v naravi in ki ga lahko neskončno povečuješ in bo zmer večja stvar bo zmer v istem razmerju zmanjšal, kot je bila prejšnja že, a ne kakor tlele vidimo. Ali pa če recimo, če se A4 list, ali pa od manjšega še recimo, če se povečuje, pa da daš A4 zraven A4, bo rato A3, pa razmerje dolge od kratke stranice bo enako razmerju med obema dolgima stranicami A3, kakor je bilo par A4, take zadeve. Ampak razmerje, to se pravi 2:3, recimo, da damo, če bi tale del razdelili na 5 enot, da si lažje predstavljati, kako je to razmerje zlatega reza, je glavno sporočilo recimo na major strani, strani, na minor strani je pa klele fokus, ki je tale v koš meče in preostal negativen prostor. Ali pa klele, ki imamo recimo major del je frej, minor je pa zafilan s tekstom. Lahko bi bilo pa tudi glih obratno.
ampak mogoče se je to lažje predstavljati pri pravilu tretjin, ki je sicer bolj uporabno pri fotografiji ponavadi, pa ponavadi se to sliši pri fotografiji, ampak pri kakšnih malo bolj nobel knjigah boste porajtali, da so kakšni citati takole kar stisnjeni med vse dele od tretjine strani, se pravi, to bo pol koliko, ena devetina strani bo zavzemala tekst, ampak če se bi kvadrate štel, je tole spet tudi v enakem razmerju proti ostalemu. Pa pol, koliko damo za slikco, pa koliko damo za tekst. Tle zdaj ne bi hotel preveč komplicirati, kot pa samo to, da lahko pa si naredite lahko razmerje 3:2 ali pa 1:3 ali zlati rez, ali pa da si sam narišete črte, pa si predstavljate, kako bi neke namišljene črte izgledale, če nekaj postavljate na stran in se tega probate držati. Tako kot sem jaz tle tele postavil na eno mrežo, ali pa sta ti dve ploske postavljene direkt pod K, pa klele spet, klele ne, ker pač sem ven buto iz tega okvirja. Klele so recimo vsak prostor zavzema tretjino strani, ampak je ogromen negativnega prostora. Pač samo ene par orodij, ki jih lahko imate. Pa samo, če se pobrska malo na internetu, Van de Graaff, lahko zelo hitro ugotovite, kako bi lahko si pomagali z organizacijo vsebin po strani. Ampak ja, hotel sem samo še to reči, da ko imate stran, ne cele strani zafilati. Pustite negativen prostor okoli, ker negativen prostor lahko veliko več naredi, pa dobrega, kakor pa bi si človek mislil. In za konec vas bom sam še povabil, da probate mi povedati, kaj vidite na telih dveh slikah. Dva medvedka na prvi. Ja, kaj pa na ta drugi? Kelih ali pa obraz. Kelih ali pa obraz, ja. In kaj je negativen prostor? Odvisno od tega, kaj gledaš. In isto je tudi pri besedilu. Ne besedilo diha zato, da je tisto stvar, ki je okoli negativen prostor, ampak če pa hočemo, pa lahko se pa da, če pa treba narediti kakšen efekt, se pa lahko tudi tako naredi, da je besedilo deluje kot negativen prostor, pa je nekaj drugega tista stvar, ki jo damo v fokus. Samo to pomeni, da pa človek ne bo šel brati besedila, razen če ga v res hotel. Ali pa če imamo kakšne pesmice, ki so lahko oblikovane tako kot Kelih ali pa kaj takega. Ampak to recimo s tem sem hotel zaključiti in upam, da vam bojo tele stvari, ki smo se danes pogovarjali, kaj koristile. Težko je toliko veliko stvari, ki sem se jih cel življenje učil spraviti na uro pa pol, ampak upam, da vam bo tole kaj fejst pomagalo. Super, bravo. Sigurno bo pomagalo, hvala lepa. Prav gotovo. Hvala. Res. Hvala. Mislim tako, če zdaj, ko smo v velikonočnem času, rečem, tale delavnica se mi zdi nekako tako kot, pač, ko je Jezus vstal takrat, je ta glavna stvar bila, ampak v bistvu se je pa šele zares začelo potem, za učence. In tlele za vse nas, ki smo tvoji učenci bili danes, Matic, se mi zdi, se tudi zdaj začenja to, da začnemo tudi pri vseh stvarih, ki jih oblikujemo, da bomo pozorni na kakšne pisave uporabljamo, kako jih kombiniramo, da bomo pozorni na negativni prostor, da bomo pozorni na barve, da bomo, mogoče že to, da se... Manj je več, recimo.
Manj je več. Po mojem, da. Da recimo, ne vem, ko hodimo po cesti, pa vidimo en plakat, da se vprašamo, zakaj nam je padel v oči, pa nam je všeč ali nam ni všeč. In da potem te stvari tudi, ko bomo pač oblikovali, karkoli bomo oblikovali, da pač probamo nekako spraviti v prakso. Tako da. Pa tudi vprašati za feedback. Takrat, ko tlele sem tole naredil, pa ne vem, če deluje, mi lahko pomagaš ugotoviti, kaj pa to je. Sej mogoče človek ne bo vedel, ampak vsak feedback, ki ga lahko dobimo, je lahko koristen. Ja. Hvala za povabilo, Rok. Z veseljem.